Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Lepo pozdravljeni na današnji tiskovni konferenci, kjer bodo nevladne organizacije z področja kmetijstva predstavile razloge in zahteve ob današnjem mirnem opozorilnem shodu kmetov. Z vami bodo danes Anton Medved, predstavnik Sindikata kmetov Slovenije, Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Alenka Marjetič-Žnider, Zadružna zveza Slovenije, Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine in Branko Tomažič, predsednik Komisije za kmetijstvo v Državnem svetu. Za začetek pa prisluhnimo pesmi. Vstati in obstati. Ne morem stati več pri miru in upirati se nemiru, srdu, ki se vame plazi, ker se tako po kmetu gazi. Zahteve nove z dneva v dan, ideje čudne so vsak dan. Vse bolj se omejuje kmetovanje, to krati kmetu mirno spanje. Zdaj je čas zaustati in obstati. Vsak naj zase se odloči, stori, kar je v njegovi moči. Saj vsi želimo isto stvar, vsem nam je prihodnost mar. Da bodo otroci, vnuki še orali, pokončno na naši zemlji stali. Upor se ne tiče samo kmetov, se tudi zdravnic, pekov in poetov. Saj želimo jesti vsi odlično, ne pa hrošče in neslano pičo. Zato vsi podprite kmete, mladi, stari, strici, tete. Piše tudi se usoda vaša. Bo zelena še dežela naša? Anton Medved, predsednik Sindikata kmetov Slovenije, bo predstavil zahteve kmetov in argumentiral. Dober dan. Dovolj nam je. Z veliko angažiranostjo smo sodelovali pri oblikovanju nove kmetijske politike, bili smo vključeni, to da zelo malo upoštevani. Kljub zagotovilom politike o pomembnosti kmetijskega sektorja za stabilnost države smo bili žrtvovani za okoljske eksperimente aktivistov in uradnikov. Kmet je skozi stoletja in generacije skrbel za naravo, okolje in obdelano krajino. Rezultati kmetovega dela je sedanje zeleno slovensko podeželje in blaginja slovenskih državljanov. Ne, dovolimo, da se to uniči, saj poti nazaj ni. Zahtevamo prvič, da nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja. Drugič, zahtevamo revidiranje, ponovno preučitev in zmanjšanje območij Nature 2000. Tretjič, zahtevamo izvajanje podnebnih in okoljskih ukrepov, zapisani v strateškem načrtu skupne kmetijske politike na način, da so dostopni kmetom. Četrtič, zahtevamo jasne in enostavne pogoje izvajanja ter administrativno nezahtevne ukrepe. Petič, zahtevamo, da prehranska varnost Slovenije prioriteta ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam. Šestič, stop novim davkom. Sedmič, zahtevamo uskladitev vseh neposrednih plačil in ostalih sredstev z inflacijo. Osmič, zahtevamo, da se kmetijstvo namenjena sredstva skupne kmetijske politike v celoti obdržijo v kmetijstvu oziroma v kmetijskem sektorju. Poudaril bi, da za današnjim protestom ne stoji nobena politična stranka, namen protesta je zastopati interese kmetov. Obvestil vas bi, da bomo danes poslali vse te zahteve vladi, predsednici države in vsem pristojnim ministrom bomo naše zahteve poslali danes. Pričakujemo, da nas bodo sprejeli v 10 dneh, sicer bomo aktivnosti stopnjevali. Hvala. Hvala lepa. Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Želel bi poudariti, da si seveda slovenski kmetje nismo mislili, da bomo morali z takimi zahtevami iti pred slovensko javnost 450 let po znamenitem slovensko-hrvaškem kmečkem uporu in 30-letnici vseslovenskega kmečkega štrajka, ki smo ga imeli pred 30 leti, ko smo zaprli vse slovenske meje. Situacija je tako kritična, da smo seveda v to primorani. Želim poudariti, da se te naše zahteve tičejo nacionalnega interesa, interesa vseh Slovencev, slovenskih
slovenske države, se pravi kot take, in zato pozivamo vse državljane, potrošnike, da nas podprejo na takšen način, da kupujejo slovensko hrano, da kupujejo lokalno, da se točno podučijo, katera je ta hrana, da ne nasedajo drobnemu tisku, kajti s tem bodo največ naredili za tisto, kar je prej v pesmi povedal Marjan Papež, da bo slovensko kmetijstvo stalo in obstalo. Hvala lepa. Alenka Marjetič-Neder, Zadružna zveza Slovenije. Spoštovani, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Danes tukaj stojim v imenu Zadružne zveze Slovenije, to je v imenu 60 kmetijsko-gozdarskih zadrug, 13.500 družinskih kmetij, ki s hrano, ki jo pridelujejo samo v teh zadrugah na podeželju po celi Sloveniji, zagotavljajo 2600 delovnih mest. Ne samo zadružne, prav vse slovenske kmetije so tiste, zaradi katerih je slovensko podeželje poseljeno, obdelano, slikovito ter socialno varno, naša država pa prehransko varnejša. Za vsako ukinjeno kmetijo, za vsakim izgubljenim mladim prevzemnikom izgubljamo vse našteto. Izgubljamo pa tudi znanje in ljubezen do kmetovanja, ki se v teh družinah prenaša iz roda v rod. Danes stojim tukaj tudi v imenu kmetijske zadruge IK in njenih 80 članov. Ti kmetje so del barjanskih kmetov, ki bodo zaradi obveznega režima, ki je del programa upravljanja območij Natura 2000, del režima, ki so ga 3 leta pripravljali slovenski uradniki, ne da bi vključili te kmete in lokalne skupnosti. Zaradi tega režima bodo primorani opustiti svojo kmetijsko dejavnost na kar 200 hektarjih njiv in na najboljših travnikih. Skupaj govorimo o več kot 550 hektarjih. Kmetijstva, tudi ekološkega, namreč ni možno prilagoditi tem zahtevam iz predlaganega obveznega režima. Je to trajnost. Trajnost vključuje 3 stebre: okoljskega, ekonomskega in socialnega. Se je kdo od pripravljalcev vprašal, kako bo ta obvezen režim vplival na ekonomsko in socialno stanje teh kmečkih družin? Povprečna velikostna struktura teh slovenskih družinskih kmetij je nekajkrat manjša kot v Evropski uniji. Trajnost in krožno gospodarjenje je na teh kmetijah doma od nekdaj. Slovenske družinske kmetije niso vzrok, ampak so rešitev okoljske in podnebne problematike. Tudi zato Zadružna zveza Slovenije podpira ta miren shod kmetov. Hvala. Hvala lepa. Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije. Tudi v mojem imenu lep pozdrav. Jaz sem danes tukaj zato, da podprem vse tisto, kar so predhodniki povedali, in bi dodala še to, da si želimo, da se res zadnji čas ozremo v to, kaj bomo čez leta jedli. Kajti, če kmet izginja, je vprašanje, kje bodo te stvari zrasle. Zveza spremlja svoje članstvo in ugotavljamo, da starejše odhajamo, mlajši ne prihajajo v taki meri, kot bi si mi želeli. Zato je skrajni čas, da poskrbimo tako za starejše na kmetijah in mlajše na kmetijah, da bomo imeli in da bomo lahko pridelovali hrano. In seveda res je čas, da to začnemo tako na tak način razmišljati. Hvala lepa. Anja Mager, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Lepo pozdravljeni tudi v imenu mladih. Naj najprej poudarim, da mladi trdno stojimo z vsemi zahtevami, ki jih je gospod Medved lepo povedal na začetku. Že več let opozarjamo na iste stvari, na iste težave, razmere pa se v kmetijstvu niti slučajno ne izboljšujejo. Kvečjemu krepko in močno zaostrujejo in razmere danes so katastrofalne in zelo negotove. In vprašam vas, kako si predstavljate, da bomo mladi še naprej vztrajali in kmetovali, ko pa se nam onemogoča razvoj naših kmetij. Mnogokrat ne samo osnovnega kmetovanja, torej ne samo razvoj kmetij, ampak tudi osnovnega kmetovanja. Trenutno imamo 4,6% mladih. To zaostajamo krepko za evropskim povprečjem. Kje so še tisti cilji, ki si jih zadajamo in jih želimo doseči? Potem je tu dostop do zemljišč, podporno okolje v smislu
socialne, davčne in tudi kapitalne varnosti. To so vsi izzivi, ki jih moramo premostiti, če želimo še naprej uspešno kmetovati. In to niso samo izzivi, ki morajo skrbeti nas mlade kmete, temveč vse nas. Kajti zavedati se je potrebno, če ne bo mladih v kmetijstvu, ni prihodnosti. Ne samo za slovensko kmetijstvo, ampak za vse. Zato mladi pozivamo, da pridobimo kmetje tisto spoštovanje, ki si ga zaslužimo in da podprete naše delo in naše prizadevanje. Hvala. Hvala lepa, z nami pa je tudi Branko Tomažič, predsednik Komisije za kmetijstvo v Državnem svetu. Ja, lep pozdrav. Prehranska varnost, samooskrba, to smo začeli v Državnem svetu zelo poudarjati in tudi predlagali vpis v ustavo. Kako bo narod preživel, če ne bomo samooskrbni, če ne bomo pridelovali doma hrano, skrbeli za naše ljudi, za potrošnika. In slovenski kmet to zmore, slovenski kmet zna, vendar okolje mu je nenaklonjeno. In mi se zavzemamo, da nas skupaj s potrošniki podprete naše prizadevanje, naše težave, prisluhnite naše težave, jejte lokalno, kupujte domače, mislite lokalno, ker samo to je bodočnost nekega naroda, tradicije, življenja na podeželju. Ne nasedajte novovarstvenim organizacijam, ki iščejo svoj interes, svoj denar, po drugi strani pa odpirajo hrano za tujo hrano iz drugih dežel, iz drugih celin, ki je domljive kakovosti, ki ni pod našim nadzorom, kot ga ima Evropska unija. Globalisti so zelo močni in hočejo destabilizirati ne samo Evropo, tudi Slovenijo. Zato skupaj z roko, z vami potrošniki, iščemo skupni imenovalec in skupni blagor za slovenski narod, posebno pa za podeželje in ohranjanje slovenske identitete.